kaj bomo po tvojem mnenju dosegli z današnjimi protesti? Kaj so lahko realni rezultati, ki jih doprinesajo? Mislim, da realni rezultati, ki jih tudi pričakujemo na Študentski organizaciji Slovenije, je, da pošljemo jasno sporočilo političnim elitam, da so naše zahteve jasne, da imamo širšo podporo pri naših zahtevah in da si predvsem želimo sodelovati konstruktivno pri pripravi novih ukrepov in sodelovati pri urejanju našega položaja. 17. november pa še je dodatno simbolično tudi svetovni dan študentov, kar daje našemu današnjemu shodu še dodatno težo, saj tako kot mi danes, tudi naši kolegi po celotni Evropi opozarjajo na svoj položaj. Vas je izjava ministra Turka dodatno motivirala k organizaciji protestov, k motivaciji, da organizirate to, torej, da smo študenti le kupci? Absolutno. Izjava ministra Turka se kaže na popolno aroganco z njegove strani, ne razume položaja študentov, s svojimi ukrepi močno ali pa celo uničuje javno, dostopno, kakovostno visoko šolstvo in bomo tudi v prihodnje, tako kot smo sedaj jasno opozarjali, da njegovi predlagani ali pa njihovi predlagani ukrepi niso korak v pravo smer. November je svetovni dan študentov. In tako kot mi danes tukaj, tudi naši kolegi študenti po celotni Evropi opozarjajo na svoj položaj. Danes je čas, da se postavimo za svoje pravice. Danes je čas, da opozorimo, da Slovenija ni varen pristan za mlade. Samo župana Mariborskega, ampak proti krajem vseh, ki so pokradli to našo državo. Se vam zdi prav, da se je tudi v Mariboru ljudstvo vstalo, protestiralo aktivno? Absolutno je prav. Celo mislim, da je kar prepozno. Ne prepozno, ker prepozno pravijo ni nikoli, vendar je pa dokaj pozno. Kajti toliko, kot se je pokradlo, ne samo v Mariboru, ampak tudi nasplošno v Sloveniji, je zadnji čas, da se ljudstvo enostavno pobuni proti temu in da jim rečemo, gospodje, gotovo. Protestirala sem proti temu, da imamo vlado, ki ustrahuje ljudi, ker ravno na tak način se potem razvija manipulacija. In vlada potem manipulira z njenimi državljani. Protestiramo kao proti vladnim ukrepom. Sam gleda tudi, da je 2 uri po začetku protesta že vsega konec. Meni ni to všeč. Mogli izkuriti tega. Jaz mislim, da se moramo še bolj pobuniti in narediti revolt. Na kratko, brez veze, to nekaj. Ne res 2 uri protestni kurac. Pa nismo nič naredili. Ni to to, no. Ni to to. Kaj bi svetovala? Dajte se zbuditi, dajte počasi razumeti, kaj se dogaja in da je v bistvu še največji problem za vas. In mislim, da jaz ne bi želela, da mladi, tako ko je nekdo danes rekel, da pamet in srce odhaja iz Slovenije, se pravi znanje in vi mladi. Uprite se temu, bodite zdaj aktivni, ne dopustite, da se dogaja, kar se dogaja. Jaz mislim, da se dosti mladih ne zaveda, kaj je. Dajte vprašati pa nas ta stare, vam bomo povedali, ali pa se pozanimati, da ne bo enostranskega vpogleda, ampak absolutno morate biti aktivni in se boriti zase. Ti zdi, da so današnji protesti dobro izpadli, kako bi ocenil uspešnost? Ja, mislim, da so bili super, tudi število ljudi, ki so se danes zbrali na Kongresnem trgu, je bilo zelo veliko, tako da dobro, no. Kaj lahko po tvojem mnenju tak protest v bistvu vpliva na vlado? Jaz mislim, da je to eno resno opozorilo vseh državljanov in državljank danes tukaj, ki smo se zbrali, da tega pač ne bomo dovolili, da nam kradejo vse te pravice, ki smo jih dosegli in nam ukinjajo socialno državo. Ti si tukaj predstavnik vseh dijakov v Sloveniji. Meniš, da se dijaki dovolj dobro zavedajo tekočih problematik političnih, gospodarskih, šolskih? Ja in ne, mislim, da je del dijakov, ki spremlja trenutno dogajanje, del pa tistih pač, ki so dokaj nedejavni, apatični in to tudi predstavlja pač problem, zaradi tega, ker izgubljamo število aktivnih državljanov. Niso povzročile krizo. Povzročil ga je pohlepan kapital.
Thank you.